V tem primeru Aleksandra Repića, ko so bile odrejene 4 hišne preiskave, zelo hitro, kljub temu, da je tudi vas pa let nazaj kritiziral, me zanima, kakšno je vaše mnenje o njemu, pa o tej celotni situaciji, ki se je zgodila. Šlo je za to, da je tej vladi pač postal trn v peti zaradi. Takrat, ko je mene kritiziral, jaz nisem vedel, da obstaja, ker se nisem ukvarjal z tistimi, ki so takrat vlado kritizirali, itak so jo vsi kritizirali. Ali pa da bi, ne vem, prišel šef policije ali pa notranji minister, pa bi rekel, zdaj ga moramo pa aretirati, razumete. To je bilo izven miselnega kroga. Pa kdorkoli bi to bil. Ne. Pa tudi, če je bilo vse res, ne, da gre za neko izsiljevanje, pol ne pošleš nacionalni preiskovalni urad na letališče, da aretira nekoga, ki ne beži iz države, ampak je prišel nazaj. Če je sum nekega kaznivega dejanja, recimo izsiljevanje, policija pošle dopis, ne, prosimo, da se takrat in takrat zglasite na zaslišanje ali pa na pogovor, pa spodaj pol piše, če ne ste prišli ali pa se opravičili, vas bomo privedli. Ne. Torej, vi ne bi naredili nekaj takega, če bi bil vam trn v peti? Pa se pravim, da verjetno je bil na enak način ali pa še na hujši, v bolj težkih časih velik kritik naše vlade, pa sploh nisem vedel, da obstaja, ker se s tem nisem ukvarjal.